Za Dnevnik je o pandemiji spregovoril ameriški znanstvenik, ustanovitelj Inštituta za kompleksne sisteme Janir Barjam, ki se od leta 2005 ukvarja z obvladovanjem epidemij in je v zadnjem letu svetoval novozelandskim in avstralskim oblastem. Zagovarja oster boj s COVID-19, saj s polovičarskimi ukrepi plačujemo previsoko ceno in le podaljšujemo agonijo. Z njim se je pogovarjal Dejan Ladika. Najprej streznitev. It's very clear that what much of the world has done has been a mistake. This idea of living with the virus doesn't work. It just, we go down in cases, so we open up, then we go up in cases, so we lock down, and the economy is being devastated by these yo-yo lockdowns. Profesor Barjam zagovarja izkoreninjenje virusa, ne s postopnim, večmesečnim obračanjem krivulje navzdol, ampak z njenim strmoglavljenjem. It only has to take 4 to 6 weeks in order to get there. The reason that we haven't done it is because we've been trying to balance. We've been trying to trade off which restrictions do we want, which restrictions do we not want, because we're thinking about it as a long-term thing. Ko virusu preprečimo širjenje, kar je Sloveniji uspelo po lanskem prvem valu, se na varnih območjih agresivno zatira vsakršen, še tako majhen izbruh. Whereas once we get down very close to zero, the contact tracing cuts the tail and prevents new outbreaks. And preventing new outbreaks can be helped by mass testing and vaccination and by contact tracing. Kljub izčrpanosti si je treba zastaviti jasen cilj, sicer nas čakajo naporna leta življenja s COVID-om, je prepričan Barjam. And Slovenia, with its distributed population, is actually a good candidate to achieve elimination locally in different communities and protect each community using non-essential travel limitations. V zeleni mehurček se lahko potem povežejo tudi različne države. Sicer je bolje uživati doma. You cannot go to the bar in Croatia if they don't have a green zone there, but you can go to the bar in Slovenia and that's worthwhile. Strategija je uspešna na Kitajskem, v Vietnamu. Avstralija in Nova Zelandija bosta kmalu omogočili potovanja brez karantene. Razprave o takem pristopu že potekajo v Nemčiji, Franciji, na Portugalskem, Irskem, a še nobena evropska država ni zbrala dovolj poguma. Ja, tole je pa, kar ste videli, pa niste prebrali, moj tweet 1000 nekih srčkov ima najbolj odmeven moj tweet v moji Twitter karieri. Namreč tole, ker je ta ameriški fizik dal od sebe kot napotek Sloveniji, je dvorezen. Jaz sem sprva mislil, da gre za nekega epidemiologa, nekega medicinca, je pa svetovalec teh vlad po svetu. In jaz mislim, da si v tem trenutku, zato ker vem, kako deluje človekova duševnost, mi ne moremo sprejeti takih ukrepov, ker se bo ljudem zmešalo. Jaz vem, kako človekova duševnost deluje. Po enem letu smo mi na robu živčnega zloma, kot družba. Hiše se sesuvajo, ker so slabo grajene, torej osebnosti se sesuvajo, ker so slabo grajene. In slabo grajenih duševnosti imamo mi malo morje. Ne samo te mladci, ampak tudi malo starejši, so psihično ranljivi. Precej imamo teh mladcev, ki jim jaz rečem malo anarhisti, malo kulturniki, skratka, neobogljivci so in ne prenašajo dejstva, da vlada, ki je desna, Janševa vlada, sprejema neke restriktivne ukrepe. Jaz sem lani marca že rekel, da je bolje, da imamo v teh časih desno oziroma konzervativno vlado, ker so liberalci, in nek Šarec je bil pa še liberalec, preverjeno neučinkoviti v času določenih kriz.
To je v nekem svojem satiričnem romanu pred 130 leti, 1891 leta, Ivan Tavčar napisal v satiričnem romanu, kjer govori o liberalcih, pa je bil on liberalec nasproti konzervativcem. To delo 4000 je kar odmevna politična satira, ampak tam govori, da so konzervativci učinkovitejši pri reševanju kriz. Mi imamo krizo in konzervativne vlade se bolj restriktivno lotevajo teh kriz. Krizo je mogoče tudi to omejiti, zajeziti z malce bolj restriktivnimi ukrepi, ker je to naloga vlade. Naloga vlade je zaščititi narodu zdravje. Ni zdaj svoboda prvi glavni imperativ te anarhične k užitku hlepeče množice, ampak je glavna naloga države, naroda, da se samo zaščiti s pomočjo države, zdravstvenega sistema, da ne bo prišlo do množičnih obolenj, pa pretiranih smrtnih žrtev. Zdaj teh nekih 5000 smrtnih žrtev v enem letu ni 50 000, Izkazalo se je, da smo že malo precepljeni, tudi imuni, da ta virus ni več tako močan, nismo tako nalezljivi. Jaz sem v telebajti imel nek virus pred kakšnim mesecem, pa se nisem nič okužil. Ali sem se pa ne, da bi vedel, ali pa imam to imunost. Skratka, zdaj smo prišli v obdobje, ko ne smemo več fetišizirati, kot sem že lani rekel, in uporabo ta izraz. Fetišizacija zdravstvenega vidika ne pride več v poštev. In ta dotični strokovnjak fahidiotsko gleda na celo zadevo in ne ve kot fizik, ali pa če bi bil medicinec, klasični medicinec, da se bo ljudem zmešalo do te mere, da bodo demolirali družbo. Policajem se bo zmešalo. Od tega, da morajo varovati red in disciplino tega naroda. Človekov duševni aparat je tako narejen, da ne premore tiste moralne razsodnosti, ki jo nekateri premoremo, nekateri pa ne. Zato teh ukrepov večina slovenskega naroda, tudi zato, ker je na oblasti Janez Janša, ta narod se zoperstavlja vladi ukrepom tudi zaradi diktata načela ugodja. Ljudje bi radi uživali, zdaj bo spomlad, poletje in glejte, ker je duševnost tako narejena, da hlepi k ugodju, ne moramo več imeti lockdowna. Lockdown, ta zadnji, je po mojem videnju ena od napak Janeza Janše, njegove vlade, njegove strokovne skupine, v kateri je premalo psihološkega, sociološkega vidika, tudi ekonomskega, filozofskega. Meni pravijo tlele v Trbovljah, sem desno trobilo, pa vejo, koliko sem bil jaz nekoč levičar. Jaz sem še srce na levi, ampak imam pa zdrav razum, zdravorazumsko razmišljam in trdim, da moramo biti lojalni vladi. Že. Ampak ta vlada pa ne sme delati nekih zdrsov. In jaz še vedno vidim, da Janez Janša vlada dobro. Vidim pa potem, zato ker se ne trudi vladati všečno, tako da bi na volitvah 2022 zopet zmagal. To je plus tistega voditelja, ki vodi državo v nekih kritičnih časih in daje na prvo mesto nekaj, kar je dobro za državo, za narod, po strokovnem mnenju, ne pa to, kar je politično koristno zanj, za vladarja in njegovo politično stranko. In po mojem videnju, in tweet se nanaša, moj ta zelo glasni tweet, ravno na to dejstvo, da jaz opažam, da Janez Janša ne daje sebe na prvo mesto. Ne daje na prvo mesto ambicijo stranke, pa sebe, da bi 2022 zopet zavzel oblast, moč in oblast kot mandatar. In to je plemenita stvar. Svoj čas
sem cenil Katarino Kresal, ker je v kontekstu izbrisanih rekla: mene ne zanima moja politična kariera, mene ne zanima moj LDS, moja stranka, ampak je prav, da izbrisani dobijo svoje pravice, se povrnejo krivice za nazaj. Ne, to je v tistem trenutku en velik plus dobila Katarina Kresal v mojih očeh, da je politične motive dala na strani, nekaj naredila, kar je z človeškega, tudi mogoče moralnega, sočutnega vidika prav. In Janez Janša dela podobno. Ne? In ta tweet se zdaj glasi takole, ne? In levičari mi prav zamerijo. Ne? En velik plus za Janeza Janša vidim v tem, da ga očitno ne zanima, ali bo on, torej SDS, na naslednjih volitvah zmagal. Po mojem videnju ga zanima, kaj je v tem trenutku najboljše za državo, za narod. Trudi se v smer zaščititi narodu zdravje. In pripravljen je plačati veliko ceno za ta plemeniti cilj. Nekoč Janez Janša se mi zdi ni bil tak, zdaj je modrejši in daje ta motiv pomagati narodu, državi na prvo mesto. In na tej točki mu lahko ploskam. Mi ne moramo Janši očitati, da hoče vladati všečno, zato da bi ponovno zavzel politično moč, oblast na naslednjih volitvah. Z politološko-analitičnega vidika je ta moja trditev popolnoma legitimna. Kot psihoanalitik bi se lahko vprašal, ali vlada latentno sadistično in iz principa jebe narod v glavo, ne? Ker narod trpi. Jaz bi se to lahko psihoanalitično vprašal. Latentni sadizem je aktualen pri Janši in pri desničarjih, oziroma konzervativcih, ker imajo zaradi analne faze ta vidik latentno prisoten. Ampak tega jaz ne opažam. Ne? Jaz tega ne opažam, zato ne morem kot subjekt, ki izstopi iz diskurza, z umom razpravljati v to smer, da bi ga a priorno branil. Ne? Jaz v enem letu sem zaznal kar nekaj zdrsov Janeza Janše, ne? Tudi ta zadnji lockdown. Zdrs je bil ta čestitka Trumpu preuranjena, ali pa ekspertno skupino je formiral, ni pa vedel, da bo s tem kastriral vse ministre in potem je to napako popravil. Ne? Prelet letal je bil preuranjen, stran vržen denar, ali pa denar, ne vem koliko, 480 milijonov za Slovensko vojsko, pa tle z nek pogovor, z nekim dogovarjanje o referendumu, pa to, ki ne sme biti legitimno, oziroma ki se ne bi smel zgoditi. Zdaj denar vlagati v Slovensko vojsko je, po mojem mnenju, politični zdrs. To se da Toninu in Janši očitati. Ali pa tisto 30% dvigovanje plač ministrom, kar je bilo tudi malo dezinformacija, ker ni bilo čisto tako, je tudi ni bila prava poteza. Ne? Se pravi, kar neki zdrsov bi jaz lahko Janši očital. Večino tega, kar se pa gre, tudi na ravni borbe proti Evropski uniji, tist politiko pa, ne vem, Lili Bajer, kaj je že, ne, tam pa prav, ne, prav je, da Slovenija postane bistveno bolj konzervativna, ne, z bistveno več reda med kulturniki oziroma anarhisti, kolesari. V tej točki pa Janši dajem prav. Verjetno tudi zato, ker sem konzervativen, s srcem na levi, ker vem, da se mora aritmetična sredina prijetnosti življenja dvigniti. In to se lahko zgodi samo, če se bo anarhiste omejilo. In tudi, če bojo feministke nehale delati ta zdrs, kronični njihov zdrs, da bodo enačile oba spola. Ne? To so zdrsi levice, leve scene, ki se jim zoprstavlja Janša. In na tej točki mu jaz lahko ploskam, ampak nisem nek a priorni desničar, nisem janšist, Janša nikoli nisem videl, nikoli nisem nobenih besed, niti tweetov z njim izmenjal, čeprav me lajka, od SDS-a nikoli nisem dobil nobene podpore, ko sem kandidiral lani za programski svet, ne? Nisem prišel v programski svet, prišel en kreten iz Trbovlj, tam nagore ščeč, Slavko Kmetič, ki vem, da je kronani kreten, da ne rečem idiot,
ko sem bil jaz predsednik, torej direktor javnega zavoda, je bil on moj predsednik nadzornega odbora, ali kako se reče. To vi ne morete vedeti, si misliti, koliko je ta človek nor. Ne? In je dobil prednost v programskem svetu in se mu celi ti RTV-ci režijo. Ne? Se pravi, SDS meni ni naredil čisto nič. Ne? Tako da tole, kar sem povedal, nisem zato povedal, ker bi rad, ne vem, delal korist Janši. Ampak zato, ker je to moralno prav. Ker se mora strokovno začeti debatirati v kontekstu te korona krize. In zdravstveni vidik ne sme biti več primarni vidik, ki se ga upošteva, ko se poskuša zajeziti ta korona kriza. Zato, ker se bo ljudem zmešalo. Ker med anarhisti so tudi psihopati. In te bojo demolirali družbo. Če ne bomo vzeli v vidik, da imamo tudi take ljudi v tej naši preljubi Sloveniji. Pa lahko še rečem, da Slovenija ne more biti nikoli zgodba o uspehu, dokler se narod ne sterapira. Začeti pa je treba terapirati v tem trenutku levičarje. Desničarji morajo pa posledično tudi stopiti 2 koraka nazaj. Amen.